Kaj pa lahko rečemo o teh različnih tehnikah vzgoje, recimo permisivna je bila nekaj časa, No, recimo, ja, kako? ali pa avtoritativna, ne vem še kaj vse obstaja. Ja. A obstaja neka, ki je najbolj primerna za današnje čase, oziroma katere se vi poslužujete, oziroma kje je tukaj nek balans vmes med tema dvema? Nobena od tehnik ni uporabna v vseh situacijah. Nobena. Zato so ljudje šokirani, ko rečem, dajte, kupite si mojo knjigo Kazen, pa začnite. Ne. Kako je, kaznoval ga pa že ne bom? A ne? Je pa ga bo treba. A ne? Zamislite si, da imate psa, ki ga vzgajate samo s spodbudo, s klikerjem, da ve, da je naredil prav in dobi nagradico in je super enkratno, na kar greste ven in ga ni tisti hip pes na povodcu, ki se pač odpel. Povodec se je odpel. In zagleda mačko ali pa veverico. In zdaj je vprašanje, ali če vi še tako klikate, da bi počakal, stojiš in klikneš, ali bo ta signal dovolj močan, ali bo bolj močan oni naravni klic, steč, igrati se, loviti se, morda celo ujet. In takrat morate imeti povodec, da potegnete nazaj. Ne gre drugače. Za današnjo mladino je ta mačka, veverica, zanesljivo pametni telefon. Lahko še tako lepo vzgajaš, bo treba prepovedati, bo treba omejiti, bo treba reči dost, bo treba reči ne. Bo treba tudi ukreniti, ko se otrok tega ne bo držal, ker se ne more zdržati. Vaba je preprosto premočna, ne bo se zadržal. Tako kot ljudje, ki hočejo hujšati doma, pa za vsak primer si pa naložijo, imajo pa eno skladovnico čokolade. Je seveda popustijo. Ne? Če jo pa ne bi imel doma, bi bilo pa lažje. Zakaj? Zato, ker ni tiste veverce, ni mačka. Ne? In pol je dovolj, da spiješ kozarc vode, stopiš na tehtnico in rečeš, tole mi je pa dobro uspelo zele. Dobro, da nimam čokolade doma, dobro, da ni mačka, da ni veverce. Ampak v življenju otrok bo prišla veverca, bo prišel maček. In zato nobena metoda ni za ves čas. Zdaj, seveda pa različne metode dajo ven različne rezultate, kakšni bodo otroci. Problem permisivne vzgoje je ta, da starši odreagirajo takrat, ko grejo stvari narobe, ko gre njim na živce. Ko so oni slabe volje, ko imajo slab dan, ko nimajo več potrpljenja. Ne odreagirajo na otrokovo nepravilno, neustrezno obnašanje že prej. In otrok mora ugotoviti, kakšne volje so starši, kaj si lahko danes privoščijo. In to je napačna vrednota. Torej, ravnam se po starševski dobri volji. Če ta nekaj spil, vem, je bolj toleranten, si lahko kaj privoščim, recimo. In ni konsistentno, ne? Točno tako. In otrok nima ustreznega podatka. Če pa starši vedno odreagirajo ob določeni situaciji, ob določenem otrokovem vedenju na enak način in ne čakajo slabe volje, ampak odreagirajo zato, ker reagirajo na otrokovo akcijo ali reakcijo, takrat otrok dobi sporočilo, tole pa ni zaželeno, tega pa ni fino, da uporabljam. Vsaj takrat, ko so starši zraven. Sej, kdo je začel kaditi, ko so bili starši zraven? Mislim, da zelo malo otroka, ne, da recimo navadne cigarete. Ali pa če vzamemo travo danes, ne. Pač takrat, ko je prilika. A je slaba vest zraven? Ja, je tudi. Ne. Zato kdaj to naredijo? Je največkrat takrat, ko se skregajo starši, ko morajo dokazati, da so že samostojni, ko hočejo, jaz sam odločam in seveda tudi potem, ko so že odvisni, recimo od telefona, ista štorija kot pri vseh odvisnikih, jaz lahko neham, kadar čem. In ne more. Ko pa poskusi, pa ne more. Ne? No, recimo, to je problem permisivne vzgoje. Da otroci ne vedo, kaj pravzaprav je tisto ta pravo. In ko pridejo v neko novo okolje, morajo zdaj stestirati, ne morejo drugače, kaj je pa tam dovoljeno. In na tem testu lahko pogrnejo, če je to novo delovno okolje, so lahko za to ob poslu, ob službo, ob delo.
Ker so si pač prvo šli nekaj testirati, ker bi vsak normalen vedel, da to se pa ne sme delati, to se ne dela, preprosto ne. Ampak otrok nima informacije. Ta najstnik, ki pride na prakso ali pa prek študentskega dela, on nima informacije. Ne ve, ampak dejansko ne ve. Njegova življenjska izkušnja ni bila taka, da bi ta podatek dobil. Ja, pa še to dejstvo, da mislim, da se do 25. leta razvija ta del v možganih, ki je zadolžen za zadržanje tudi, da ti sebe si zmožen zadržati. Lahko je to pri travi, lahko je to pri alkoholu, lahko je to pri igricah ali pa pri tehnologiji. Ne? In otroci rabijo meje. Seveda jih rabijo. Ja. Tudi mi odrasli jih rabimo. Vem, da, če ta podatek zraven, da oni so nesposobni zadržati sebe, ne? Potem vemo, da jih absolutno rabijo. Lejte, če gledamo zdaj korono, vsi, ki imamo pse, smo jih naučili, da pa pride, da se usede in čaka. Konec. Poznam veliko 40 let starih ljudi, ki niso sposobni usesti se in čakati. Mora nekam iti. Mora. In več kot prepovedi, bolj mora iti. Ne? To je njihova veverca. Ko dobi podatek, ne smeš iti, on mora iti, že nekaj najde, da bo šel. In potem se jezi. Ene stvari je treba presoditi, dobesedno presoditi in reči, tega se držim, tega se ne držim. In če se odločiš, se ne držim in te dobijo, potem se nimaš kaj razburjati. Tisto boš sprejmeš, tisto, kar boš pokasiral, si se odločil, da boš tako. Če se odločiš, da boš vozil prehitro, se lahko odločiš, da voziš 10 km prehitro ali pa 60 km prehitro. Kazni bosta zelo različni, da se pa odločiš. Lahko se pa celo odločiš, da voziš po predpisih. In to je odgovornost. To je odgovornost. Se zavedaš posledic svojih dejanj. Tako. In odločitve zelo se spreminjajo glede na življenjske okoliščine. Že to, recimo, ko reče bodoča mama ali partnerka ali žena reče možu, ki vozi avto, veš, včeraj sem bila pri zdravniku, otrok je na poti. Takoj bo začel drugače voziti. Bo začel gledati v zadnje, da se ne bi kdo govoriti nabil in take. A veste, takoj v hipu, pomembne informacije v hipu spremenijo en kup odločitev, kako se obnašamo, kako ravnamo, kako se pa zdaj prevezvala, kje pa, a je to zdaj nevarno za otroka, polk je že malo trebuha in iščeš, ne vem, kakšne vse možnosti. In potem imaš otroka, ki ima angino in študiraš. Ja, se vem, da angino se zdravi tako, da mu daš veliko sladoleda, to vem, ampak jaz ne bi riskiral, da ne bo še slabš. No, jaz sem riskiral in je bil 2 dni dober. To pa nas še vedno velja. Če je grlo vneto, je treba pač hladiti, zato da je dobro prekrvavitev in to je boljše stvari od sladoleda, ga ni, v tem ozkem primeru. Tako, ja.